40 učencev vseh 9 let odlični. Medvoščani volili podobno kot ostali. Na pikniku z nestrankarsko listo Sotočje. Umetnost sodelovanja ranljivih skupin. Maxi Repa ali v slogi je moč. 75 let glasbene šole Franca Šturma. Nov godalni orkester Mladega upa. Na festivalu petja v Sori. Žogarija letos za vse. Lepo pozdravljeni. V tem tednu se od šolskih klopi kar 5 osnovnih šol poslavlja 205 devetošolcev. Od učiteljev in sošolcev so se poslovili na slovesnih valetah, kjer so s pestrimi programi in plesom staršem pokazali, kaj vse so se v šoli naučili. Tradicija pa je tudi, da tiste najbolj uspešne devetošolce obišče Nejc Smole, župan občine Medvode, z njimi poklepeta, jim podeli kakšen nasvet za življenje in jim podeli tudi prav posebno priznanje ter darilo. Lepa tradicija, ki se na tak ali drugačen način ohranja skoraj nepretrgoma vse od leta 2001. Letos se mu je naša ekipa pridružila na obisku v osnovni šoli Preska in v osnovni šoli Medvode. Župan občine Medvode Nejc Smole je v teh dneh že 4. zapored obiskal tiste najbolj pridne devetošolce, kar na njihovih šolah. Kriteriji za županovo priznanje so že vrsto let enaki. Odličen uspeh vseh 9 let ali zlato priznanje na tekmovanju iz znanja ali uvrstitev med 3 najboljše na državnih športnih tekmovanjih ali 6 najboljših ekip v državi. Župan je najprej obiskal osnovno šolo Medvode, kjer so mu mlajši učenci pripravili tudi pevsko poslastico. Med 40 devetošolci te šole jih je letos priznanje prejelo kar 9. Seveda nas zelo veseli, da imamo tako pridne učence in da so to učenci, bi lahko rekla, ki res nekaj dajo od sebe, ki so nekako zgled tudi drugim sošolcem, ki znajo poskrbeti drug za drugega, dajo veliko tudi na medsebojno vrstniško pomoč in sem zadovoljna, da niso samo tisti egoistični otroci, ki skrbijo samo zase in za svoje znanje, pač pa ga znajo tudi deliti s svojimi sošolci in prijatelji. Četrtina odličnjakov se mi zdi super. Je res, da tako kot beremo zdaj v zadnjem času, da so tudi pričakovanja staršev znajo biti kar visoka in tako, ampak vseeno bi rekel, no, da po tem kratkem pogovoru mi je čisto jasno, zakaj so to najuspešnejši učenci osnovne šole Medvode. In ideja tega obiska je v resnici v tem, da v enem takem, upam, da relativno sproščenem pogovoru skušamo otrokom približati tudi to, da je pomembno, kako bodo potem kasneje v življenju odraščali v skupnosti. Da niso ocene vse, da je po mojem prepričanju včasih veliko bolj pomembno, da je človek človeku človek. To je bil eden od županovih glavnih nasvetov mladim, ki vstopajo v svet izven naše občine. Nekateri bodo šolanje nadaljevali v Ljubljani, nekateri v Kranju in nekateri izmed njih tudi v Škofji Loki. Eden od mnogih njegovih življenjskih napotkov pa je bil seveda vezan tudi na njegovo funkcijo. Si strašno želimo, da oni ostanejo aktivni v lokalni skupnosti, da pri 15 ne izgubimo mladih in jih ne vidimo nikoli več, ampak da naj bodo vsak na tistem področju, kjer ima največ talentov, naj bo aktiven. Spodbudil sem jih, da so tudi kritični, pri čemer vedno zagovarjam, da je kritika dobrodošla, če je podkrepljena s predlogom, kako pride do izboljšav. No, in moram reči, da mi delujejo res en tak izredno prijetna generacija, ker sta bila 2 razreda, ne samo en. Devetošolcev je bilo tako za 2 oddelka. Oba razredničarka in razrednik sta menila, da je šlo za prijetno generacijo, ki jo bodo pogrešali. Slednji pa je dodal še, da je bila res nekonfliktna. Na začetku smo imeli dokaj čudne okoliščine, v kateri smo se pač srečevali zaradi korone, generacije so pa precej mirne, razmeroma nekonfliktne, tako da smo se kar dobro razumeli, dobro vozili, tako z njimi kot z večino generacij ta hip. In kakšna je bila vloga učiteljev pri vzgoji najuspešnejših učencev? Ja, kot učitelj slovenščine seveda ves čas reklamiram branje, opozarjam, kakšne posledice pozitivne branje pušča pri ljudeh, opozarjam na to, da pazimo, da življenje ne živimo takole na hitro, na instant, poskušamo dati dober zgled, poskušamo jih motivirati za tekmovanje, predvsem pa za sodelovanje. Na najuspešnejših devetošolcih pa je bila še ena velika odgovornost – izbrati nadaljnje šolanje. V bistvu grem na šolski center Kranj, ampak je v bistvu vsem gimnazija s tem, da
v drugem letniku si izbereš še neko tehnično smer, pa je pol v bistvu poleg gimnazije še tehnično malo usmerjeno. Zato sem se pa odločil, ker mi je bilo vedno všeč, tako da še kaj delaš z rokami, da ni samo vse na papirju, da še kaj vidiš. Rada imam športno vzgojo in pa tudi na Šiški zelo razumejo šport, pa če manjkaš zaradi treningov pa tega. In mi je bilo všeč na informativnih dnevih in pa sem se odločila, da bom šla na Šiško. Šla sem pa tudi na Šentvid, ampak to moja mama uči in pa sem se raje odločila za Šiško. Gre za mlade, ki so poleg tega, da so pridni v šolskih klopeh, v večini primerov aktivni tudi športno ali pa na primer poleg obiskujejo tudi glasbeno šolo. V bistvu igram harmoniko že 7 let, pa mi gre kar dobro, sem bil na večjih tekmovanjih. V bistvu, ne vem, 2-krat na teden sem imel v bistvu uro sam jaz, pa s kvintetom, pa z orkestrom, pa še 2-krat. Plešem v Bit Medvode, plešem v formaciji, mali skupini pa solo. Ja, včasih, ko imamo veliko treningov, pa sem utrujena, ko pridem domov, pa se težko učim, zato v bistvu sam pridem domov, se učim, grem na trening, pa se spet učim, pa grem spat. Devetošolci osnovne šole Medvode so svojo osnovno šolsko pot sklenili na Valeti prav danes. Na osnovni šoli Preska, ki je naša največja, imajo med devetošolci 13 takih, ki so zadostili kriterijem. 2 od njih sta iz podružnične osnovne šole Topol. Želimo jim res najboljše, da bodo uspeli v življenju. Menimo, da smo na šoli poskrbeli, da smo jim zagotovili dobro podlago za nadaljevanje šolanja, kjerkoli pač že bodo. Imamo kar nekaj res odličnih učencev, zelo sposobnih, tudi športnikov, ki nadaljujejo šolanje na ustreznih šolah. Jaz mislim, da so se dobro odločili. Iz podružnične osnovne šole sta se med najdevetošolce vrstila brat in sestra. Kaj greš naprej, pa zakaj? Gimnazija Bežigrad, zato ker tja ne gre moj dvojček. Gre na Vičlik, zato grem jaz na Bežigrad. Grem na gimnazijo Poljane. V bistvu sem se odločila med gimnazijo Bežigrad pa gimnazijo Poljane, zato ker mi je všeč ta smer mednarodna matura. In v bistvu sem na koncu prišla na idejo, da bi bila prve 2 leti na Poljanah, ker mi je bolj všeč na splošna šola, pa se bom pa prepisala na gimnazijo Bežigrad na mednarodni oddelek. Gimnazijo Kranj, ker se mi zdi, da je tako za v redu šola, pa dobro sem se tam počutil. Mogoče vedo, kaj bi radi počeli v življenju? Malo še premišljujem, ne vem še čistoče. Jaz bom verjetno šla študirati naprej v tujino, v Anglijo ali pa v Ameriko, ker mi pač tudi jezik kot angleščina mi je zelo všeč in ga rada govorim. Ampak bom verjetno študirala kakšno podjetništvo ali pa kakšne finance, take stvari. Razredničarka s podružnične osnovne šole Topol je omenila, da so bili letošnji devetošolci luštni, povezani, včasih kar energični, ampak da to morajo biti, saj so le otroci. Zanimalo nas je, kako se bo ena izmed njih spopadla s tem, da bo sedaj imela veliko več sošolcev. Po mojem bo ful šok, ko bomo šli v srednjo in bo, kot da bi cela šola bila v istem razredu, ampak mi se ful dobro razumemo na Topolu. To je edina ful fajn. Vsem najboljšim devetošolcem pa je skupno sledeče. To so pravzaprav, kako rečemo, smetane. Najboljši, najbolj prizadevni, tisti, na katere se vedno lahko zanesemo. Najboljši devetošolci pa niso blesteli le pri pouku, ampak na raznolikih tekmovanjih in dejavnostih. Imam bronasto priznanje iz regijskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Sem bila zaposlena zelo z plesnimi dejavnosti, ker imam obšolske dejavnosti, ker plešem zelo rada, pa tekmujem. Zelo dobro se mi zdi, da sem našla nek balans med športom pa šola. Plešem balet. Mogoče kako usklajuješ to, ker to je verjetno kar naporno, neki treningi pa potem še toliko učenja? Ja, zelo težko je, ker imam še posebej popoldne, kadar bi se rajš učila, ampak pač moram prej se začeti učiti, pred zadnjim dnevom, da ne bom njih ta zadnji dan se vse učila. Župan je tudi prejšnjim devetošolcem zastavil podobna vprašanja. Med drugim tudi, kaj jim je bilo v teh 9 letih na šoli najbolj všeč in seveda, koliko časa preživijo na ekranih.
Svetoval jim je, naj omejijo uporabo tehnologij. Ker pa je ta prihodnost vseh nas, dodaja: vi jo uporabite, ne pa da ona izrablja vas. Ja, to je generacija telefonov, nedvomno. Toliko drugačna od ostalih generacij, kjer sem jaz začela, kjer seveda tega ni bilo. Pozna se, da so zelo veliko na spletu, na spletnih omrežjih, da počnejo v prostem času. V glavnem vse tisto, kar mi nismo, se pravi, zelo malo komunicirajo, zelo veliko se s telefoni in z računalniki ukvarjajo. V šoli sicer imajo telefone prepovedane, na srečo, zato tudi več komuniciramo med sabo. Ta generacija devetošolcev je tudi prva, ki jo je Nejc Smole pozdravil tudi kot prvošolce, ko je prvič nastopil funkcijo župana. Tudi na najdevetošolce z preostalih dveh šol, osnovne šole Smlednik in osnovne šole Pirniče, je posredoval apel, naj postanejo aktivni občani. Za darilo jim je prinesel igro Spomin s 30 motivi kulturne in naravne dediščine Medvod in vstopnice za poletje med vodami. Verjamemo, da bomo za marsikoga izmed njih še slišali. Sledi pa še ena junijska tradicija. Tudi letos smo prejeli povabilo Nestrankarske liste Sotočje, da se jim pridružimo na pikniku in to na tradicionalnem mestu na Zgornji Senici. Zbralo se je okoli 40 članov, simpatizerjev in povabljenih gostov, med drugim tudi župan Nejc Smole. Na volilno nedeljo je vreme zdržalo. S kamero smo se jim pridružili o 15. uri, ko so se že začele tudi družabne igre, kot se za prizorišče spodobi z družabno igro, če uporabimo slovenski izraz, štrbunk. Kako se je predstavnik Nestrankarske liste Sotočje znašel v tele konkurenci? Mislim, hudo je bilo, res je, tekma je bila napeta, grozen, malo manj, da ni kri tekla, to čist, totalno. To imate nekaj novega, zato ker se na temle pikniku predvsem družite, ali kako? No, to ni samo druženje, tle je prvič je kulinarika, moram povedati, pol je druženje, pol so napete tekme med, bi rekel, različnimi opcijami političnimi, je pa predvsem hec, pa zabava, smeh in tako naprej. Na Snici smo zmeraj dobre volje, zmeraj organiziramo na tem prostoru, ker je tle tudi tašna dobra energija, naredimo ta piknik, Sotočje, lista, pridajo te, ko jih povabimo, kar dosti se jih zmeraj odzove. Vi mogoče veste, kolikokrat doslej ste se že tukaj zbrali? No, sigurno, dragi moji, več kot 10-krat. Vsekakor pa bom rekel, od tistega našega prvega mandata, ki smo ga zasedali v občinskem svetu, se praktično dejansko vsako leto vidimo tukaj v Potočku na Jasi, kar nam moram reči, mnogi zavidajo. Prva leta ste poskrbeli tudi za kulinariko, pa bom vendarle vprašala, ste član odbora za kmetijstvo. Je kaj lokalno, je zdravo tamle? Moram reči, da imamo lokalnega, najprej moram poudariti, da imamo lokalnega kuharja. To je naš prijatelj, simpatizer, masterchef Jure Galičič. Kar se tiče pa lokalne hrane, imamo pa v glavnem praktično vse pekovske izdelke od ekološke kmetije Čebešek, ki je bil tudi danes tukaj in v bistvu tako, da poskušamo slediti tistem, kar zdaj, bom rekel, nam daje tudi Evropa in vse skupaj, da se povezujemo lokalno in da od tega čim več dobimo. Po našem vedenju je bil tokratni piknik na tej lokaciji dejansko že 10. po vrsti. Prva 4 leta so ga tudi na našo televizijo naslovili občinski svetniki iz vrst Nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode, ki je veljala za listo bivšega župana Stanislava Žagarja. Zadnjih 6 let pa vabilo na nas naslavlja Nestrankarska lista Sotočje. V bistvu gre za več ali manj iste akterje, le da so morali, ker so uspešno sodelovali tudi z aktualnim županom Nejcem Smoletom, spremeniti ime liste. Koncept piknika pa ostaja isti. Mi je pa všeč, da nas pridejo podprti tudi drugi. Vejo, da smo v redu in zato tudi pridejo k nam, da se malo podružimo, politiko, kakor toliko pustimo primer in dejansko stremimo k združenju. Ste zadovoljni z odzivom? Povabljeni so bili vsi, od občinskega sveta do občinske uprave, gospoda župana smo povabili.
Zdaj eni manjkajo, žal mi je, da manjkajo, ampak pač je to njihova odločitev, ne moremo pomagati. Je pa mogoče malo škoda, ker se tukaj neformalno izmenjujejo mnenja, taka drugačna, se rešujejo problemi, ki se drugje ne morejo. Vabilu sta se odzvala tudi podžupan Leon Marjasec in župan Nejc Smole. Kaj vam pomenijo tovrstna druženja? Jaz moram reči, da Nestrankarska lista Sotočje je verjetno edina, ki vsa leta pravzaprav že organizira piknik in ta piknik odpira tudi za vse ostale člane občinskega sveta, tudi župana povabijo. Tako kot je bilo rečeno, takih prostorov je zmerom premalo. Tako da super, da se oni tega držijo in vzpodbuda vsem ostalim. Če bi imeli en tak nagovor tele skupini ljudi, kaj bi dejali v tem trenutku, glede na to, da občina praznuje 30 let in da imamo eno tako lepo geslo? V resnici bi ga lahko vedno znova uporabil na vsakem druženju, ki je, ker se mi zdi, da to geslo, torej moč dobrih vezi skupno zgradi, je tisto, kar lahko apliciramo povsod, pa ne glede na to, kakšno druženje je, kdo je na tem druženju. Če je to druženje ljudi, ki so v naši skupnosti aktivni, potem bi si vedno znova samo želel, da ostanejo aktivni še naprej. Med tistimi, ki se običajno odzove po vabilu Nestrankarske liste Sotočje, je tudi Dragan Đukić, občinski svetnik z najdaljšim neprekinjenim mandatom. Druženja mi pomenijo največ, ne glede s katero opcijo se družim. Če se skregamo, pa to ne gre v eter, ne. V glavnem je fajn, da ljudje sodelujejo med sabo in to je edino, kar je prav. Ste prišli s kakšnim sporočilom, kaj bi bilo potrebno pa vseeno skupnimi močmi doseči v tele občini? Preprosto vsi moramo gledati, kaj je v javnem interesu. Ker tisti, ki ne dela v javnem interesu, pa je v občinskem svetu, v parlamentu, v Evropskem parlamentu, ni za tukaj in ni za tam. Nestrankarsko listo Sotočje v tem mandatu zastopajo 3 občinski svetniki. Stanislav Ulanec in Ines Iskra nadaljujeta delo iz prejšnjega mandata, na zadnji seji občinskega sveta konec aprila pa se jim je pridružil še Matej Kotrampuš, ki je nadomestil dr. Katarino Galov, ki je z tega mesta odstopila, saj ni več naša občanka. Še lansko leto ste bili na temle pikniku kot zunanji opazovalec tistega, kar se dogaja v občinskem svetu. Sedaj ste kreator tistega, kar se dogaja v občinskem svetu. Gledate na stvari kaj drugače ali je to tisto, kar ste si nekako začrtali že, ko ste privolili v kandidaturo? Po prvi seji občinskega sveta, ki sem bil prisoten, težko sodim. Zdaj, moja vizija je vseeno sodelovanje v projektih, ki se na občini delajo, ampak ne vem, bo to šlo ali ne bo. Optimist pa sem. Spremljate seje? Ja, če ne neposredno, pa tako nadaljavo spremljam malo zapisnike, spremljam, bom rekel, ta odziv v občinskem svetu, tako da, bom rekel, sem sigurno kar na tekočimi stvarmi, ki se dogajajo in moram reči, da občinski svet, seveda glede na politično strukturo ali pa na obarvanost, deluje in pa da seveda sklepe sprejemajo. Najbolj zanimivo je, ko berem tale spletne, na spletu pač te komentarje, ogromno enih kritik, vse čez noč se ne da narediti. Izpostavil bi najraje to, tokrat sem se trudil, da smo prišli do kanalizacije na ladji in zdaj, ko se dela, ko je bar cest zaprtih, določeni ljudje tašen kraval delajo, da smo jim cesto zaprli, pa to, tako da ljudje zelo nestrpni. Socialna omrežja so postala ena taka velika skladovnica negodovanja, negativizma mogoče. Koliko vas to prizadene? Pa ne dosti, jaz sem če dalje manj na Facebooku in me prav nič ne prizadene, ne vidim vsega. Ne. Če pa pogledam čez toliko časa, je pa že minilo. Rečete, kdaj imajo pa tisti, ki kakšno kritiko dajo, prav? A včasih imajo prav, če so kritike utemeljene, upravičene, tako da je treba poslušati, ne ljudi. Včasih pa so kritike tudi iz same žlehnove. Za nobeno odločitev, ki jo je kot svetnik sprejel doslej, mu ni žal. Vedno sem v tistem času delal tako, kot sem razmišljal in čutil, tako da tega ni. Žal mi je pa nekaj drugega, ker sem toliko
časa v občinskem svetu, da je 7. mandat, pa da nisem uspel narediti nekatere stvari, kot je umaknitev tiste regulacijske postaje. Ampak jaz bi se vseeno majčkeno obrnil na lanskoletne poplave. Veliko stvari še ni urejenih, veliko stvari ni opravljenih. Če samo v mojem kraju pogledam dolina Prešence, po mojem, da v naslednjih neurjih nam bo cesto odnesel, nič se še ni naredil tukaj. Grmovje je znake zarasil, tako da bomo enkrat eno akcijo naredili, pa bomo vsaj tisto travo pokosili okoli znakov, da se bodo znaki videli, no, tako da če že drugega ne morajo narediti. Slišali ste, kdor ne dela v javno dobro, nima kaj iskati v občinskem svetu, niti v državnem ali evropskem parlamentu. Kako smo se Medvoščani odločali na nedeljskih volitvah, nič kaj dosti drugače kot drugod po Sloveniji. Evropske volitve in referendumska nedelja so za nami. Na področju našega kabelskega sistema so bile to prve volitve, ko niti ena stranka ali lista ni organizirala niti enega dogodka, kar pomeni, da z našo kamero nismo bili prisotni na čisto nobenem dogodku. Tudi to je pokazatelj, koliko smo občani Medvod pomembni za stranke in liste. Edina novost teh volitev je bilo tako volišče v knjižnici Medvode, kamor so predstavili volišči, ki sta bili do sedaj v občinski stavbi. Ta že skoraj leto dni, vse od poplav ni doživela prenove, zato so Medvoščani volili v knjižnici. Drugače pa tako evropske volitve kot tudi referendumi niso bistveno odstopili od slovenskega povprečja. Za evropske volitve je največ glasov prejela SDS, v našem volilnem okraju 27,79%. Svoboda pa je prejela 21,04%. Bi pa iz našega okraja bil izvoljen poslanec Ljudske stranke in ne Socialnih demokratov. Pri referendumih smo imeli visok odstotek, kar 71,11% za preferenčni glas. Evtanazijo smo podprli s 53,93%. Medicinsko uporabo konoplje z 68,24%. Osebno uporabo pa smo zavrnili s 50,13%. Volitev pa se je udeležilo 48,55% volivcev. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v ponedeljek objavilo predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo z okoljskim poročilom. Del projekta je tudi nadgradnja železniške proge na območju naše občine. Če na kratko povzamemo novosti, gradnja predora skozi Medanski hrib, drugi tir skozi Medvode in vkop na Svetju in povsem nova trasa, ki zaobide krajevno skupnost Senica. Javna objava bo potekala od 10. junija do 26. julija. Ministrstvo pripravlja javno predstavitev projekta tudi v Medvodah in to že v torek, 18. junija ob 17. uri v Kulturnem domu Medvode. To nedeljo je bil Urbanistični inštitut Republike Slovenije s projektom Smutis ponovno aktiven na Belem v Polhograjskih Dolomitih, ponovno na domačiji Prlenart. Tokrat so nas povabili na enodnevno delavnico, ki so jo poimenovali Lesosad. Gre za rezbarsko-kiparsko delavnico pod geslom Z lesom za boljši javni prostor. Udeleženci so se pod vodstvom mentorja našega občana Blaža Bačarja v prvem delu delavnice teoretično seznanili z vrstami obdelave lesa in drugimi pomembnimi znanji in vidiki dela z lesom. Nato so v praktičnem delu preizkusili različna orodja in tehnike. V skupinski delavnici so nastali unikatni izdelki, ki bodo obogatili javni prostor Polhograjskega hribovja. Že ta konec tedna pa na domačiji Prlenart pripravljajo še 2 dogodka, več prihodnjič. Sončno junijsko soboto pa so dodobra izkoristili medvoški gasilci, ki so na čisto novi lokaciji organizirali občinsko gasilsko tekmovanje za gasilsko mladino. Tekmovanje je tokrat potekalo na igrišču osnovne šole Medvode in nad lokacijo so bili sodelujoči navdušeni. V soboto je na igrišču osnovne šole Medvode kar mrgolelo mladih in znanja polnih gasilcev, ki so se udeležili občinskega tekmovanja gasilske mladine v organizaciji Gasilske zveze Medvode. Vsako leto se v organizaciji tekmovanja izmenjujeta Gasilska zveza Vodice in naša občinska zveza. Tokrat je bila lokacija čisto nova. V Gasilski zvezi Medvode še vedno poskušamo najti primeren prostor v občini Medvode.
da izpeljemo tekmovanje Gasilske zveze Medvode. Kaj naj rečem, sicer nam Ministrstvo za notranje zadeve ponuja tudi, da uporabimo poligon v Tacnu, ki je sicer blizu Medvod, ampak ni v naši občini. Zaradi zasedenosti prizorišča v Zbilah, kjer se mi zdi ena boljših lokacij, smo danes prvič izkoristili tole lokacijo in za tole mladinsko tekmovanje lahko rečem, da je kar dobro. In kako poteka tekmovanje, koliko ekip je prijavljenih ali vse poteka po ustaljenem urniku? Ja, vreme nam služi, to je prvi podatek. Sodniški zbor je na mestu in pa organizacijski odbor je že od včeraj zvečer nekako v pripravljenosti. Kar se ekip tiče, smo pa lahko ponosni. V Gasilski zvezi Medvode sodeluje 18 ekip in tudi vse bodo nastopale, kar pomeni 180 mladih iz 5 društev in njihovi mentori. Ob tem so nam je seveda, tako kot je tradicionalno, pridružile tudi ekipe iz Gasilske zveze Vodice, ker tekmovanje organiziramo skupaj tudi zaradi tega, da je manj stroškov in iz tam pa še prihaja 15 ekip, tako da je danes tukaj prisotnih skoraj 400 mladih, organizacijski odbor, kurirji, redarji, skratka nekje 400 ljudi in pa tudi kar nekaj navijačev nas je obiskalo tekom današnjega dopoldneva in do tega trenutka, ko dajem tole izjavo, tudi tekmovanje poteka brez pripomb. Imate tudi sodniško funkcijo, kako so pripravljene ekipe, kako jim gre korakanje? Kar dosti dober. Boljš kot prejšnja leta imam občutek, tako vsaj do zdaj. Upam, da ne bomo presenečeni pri zadnjih ekipah, da ne bi znali. Pa opazite, to so vseeno otroci, imajo kaj treme, kako jih pomirite, da potem izvedejo, kar so se naučili? Ja, jih to že mentori tako pripravijo. Oni jih naučijo in ker znajo, pa nobene treme hude posebne. Majhen je, majhen, ampak tam se malo pogovorimo, pa naredijo, kar znajo, pa pokažejo. Priprave na občinsko tekmovanje pa so resno vzeli tudi v prostovoljnih društvih naše Gasilske zveze in otroci so bili odlično pripravljeni, saj so svoje znanje pilili pod budnim očesom mentorjev. Kako je šlo, kaj vam je šlo najboljš in kje se je kaj zalomilo? Ful je bilo dobro, pa najboljš nam je šlo pri štafeti. Mislim, da se nam je pa zalomil klele zdajle. Na razvrščanju, kaj je šlo narobe? Na začetku smo imeli malo zmede. Kako so izgledale vaše gasilske vaje? Ne vem, v redu. Tako, enostavno. A so bili mentori strogi? Ne. Kako pa je danes potekalo tekmovanje? A je šlo vse po planu? Ja, super nam je šlo, ja. Kako ste pa trenirali, kako izgleda en vaš trening gasilski? Ja, ker veliko delali, nismo tako ful počivali, kaj. Zbrali smo se pri gasilskem domu pa naredili vaje, ker smo jih mogli narediti. In kakšno uvrstitev pričakujete? Dobro. Zdaj, kaj čaka najboljše? Vemo, da letos poteka mladinska gasilska olimpijada, so tudi tukaj potencialne ekipe, ki bodo nekoč zastopale celo barve naše države nekje na kakšnih tekmovanjih. Ja, lepo ste mi povedali, nimamo samo gasilsko olimpijado, pa bom začel pri zadnjem dogodku. Pred tednom dni se je na regijski orientaciji regije Ljubljana ekipa pionirk iz PGD Sora uvrstila na državno tekmovanje v regijski orientaciji gasilski. No, seveda, že aprila pa smo bili veseli obvestila oziroma zmage tekmovalne enote mladink prostovoljnega gasilskega društva Zbilje, ki se je znova plasirala na olimpijado, ki bo letos v juliju v Italiji, v Trentinu, in seveda smo lahko na Gasilski zvezi ponosni, da imamo spet udeleženko olimpijskih iger gasilskih. To tudi pomeni, da bo malce stroška za Gasilsko zvezo Medvode, ampak to je ta veseli strošek. Kar se tiče pa današnjega tekmovanja, vse najboljše 3 ekipe se uvrstijo na tekmovanje regije Ljubljana na prvo, drugo, 3. mesto. To tekmovanje bo v mesecu oktobru v organizaciji regije Ljubljana. Prihodnje leto pa seveda vse te najboljše ekipe iz regije znova tekmuje na državnem tekmovanju. To pa bo spet sito za gasilsko olimpijado, ki bo ponovno čez 2 leti. Na koncu so se zmage razveselile ekipe pionirk in pionirjev iz PGD Zbilje. V kategoriji mladincev so slavili gasilci iz PGD Smlednik, med mladinkami pa prav tako ekipa iz Zbilj. Nadaljujemo pa s kulturo.
Torek je bil za člane društva Barka precej umetniško obarvan. Preko njihovega projekta Umetnost sodelovanja ranljivih skupin 2 so izvedli likovno kolonijo, ki je bila sprva planirana ob Zbiljskem jezeru, a so jo zaradi slabe napovedi prestavili v prostore društva Barka. V projekt je poleg društva Barka vključeno še medobčinsko društvo Sožitje Mengeš, Center starejših Deos Medvode, Strokovni center Frana Milčinskega Smlednik, Zavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje Azum ter javni zavod Sotočje Medvode. V torek v društvu Barka ustvarjalnega vzdušja ni manjkalo. Prek projekta Umetnost sodelovanja ranljivih skupin namreč izvajajo različne skupinske in individualne umetniške delavnice. Tokrat so izvedli likovno kolonijo, ki je bila sprva planirana ob Zbiljskem jezeru, potem pa so jo zaradi slabega vremena prestavili v prostore društva Barka. Današnja likovna kolonija tukaj na Zbiljah predstavlja uspešen zaključek umetniških skupinskih delavnic, ki so tekom leta potekale v sklopu projekta Umetnost sodelovanja ranljivih skupin 2. Tekom leta smo izvedli preko 30 skupinskih umetniških delavnic s partnerji projekta. Partnerji projekta pa so medobčinsko društvo Sožitje Mengeš, Center starejših Deos Medvode, Strokovni center Frana Milčinskega Smlednik ter pa vodilni partner projekta društvo Barka. Skupnost Barka je humanitarna organizacija, ki osebam z motnjo v duševnem razvoju nudi domače in delovno okolje, kjer je njihova posebnost in drugačnost videna kot dar in ne kot breme. Ponujajo različne delavnice, od vrtnarskih, lesnih, plesnih, pa tudi umetniških, torej slikarskih, kot so jo organizirali tokrat. Likovna kolonija pa je v letošnjem letu potekala že tretjič. V letošnjem letu je to tretja likovna kolonija po vrsti. Izvedli smo v mesecu aprilu likovno kolonijo v Mengšu, v mesecu maju v Vodicah in tokrat v Zbiljah. Udeleženci so z voščenkami ali ščopiči risali dele narave, od živali pa vse do rož. Rok Drobne pa nam je zaupal, katero žival nariše najraje. Ja, rad rišem živali, sem prav slikar, tak umetnik in rišem živali, pisance, tudi take konje, ki so bile barve in so mi všeč taki živali. Cilji projekta Umetnost sodelovanja ranljivih skupin so izgradnja manjše lokalne infrastrukture, ateljeja v Zbiljah, nadaljnji razvoj ponudbe raznolikih umetniških prostočasnih dogodkov in storitev in povečanje socialne vključenosti ranljivih skupin. Ana Črnič, vodja varstveno-delovnega centra Barka, nam je zaupala, da se tovrstnih kolonij, ki potekajo v sklopu projekta, udeleži približno 25 udeležencev. Na današnji koloniji je približno 25 udeležencev ter okoli 10 spremljevalcev. Med njimi so tudi 3 prostovoljke, 2 iz Nemčije in pa 1 iz Slovenije. Medvoščanka, prostovoljka Tajda, pa pravi, da z njimi opravlja srčno delo. Pa zdi se mi tako tak prijeten družben doprinos, ki bi mogel vsak probati. Vsaj preko prostovoljstva se mi zdi, da spoznavajo različne družbene skupine, ampak oni kot skupina ljudi tukaj so mi super osebe. Tako srčno delo, prijetno, vedno se zabavamo, ker imamo različne delavnice, tako da meni je čisto super tukaj hoditi parkrat. Za konec pa vabilo na razstavo slik, ki so jih ustvarili tokrat, od 20. junija naprej v knjižnici Medvode. Zdaj boš pa še te na razstavo, da jih ljudi vidijo, da kakšen kupi od mene. Lutkovni oder Kulturno-umetniškega društva Pirniče je v letošnji sezoni med drugim na oder postavil tudi lutkovno predstavo Maxi repa. Za režijo je poskrbel Peter Militarev, ki je igro tudi priredil po motivih narodne pripovedke Libuše Titebahove Debela repa. Glasbo za pirniško uprizoritev je ponovno spisal skladatelj Vitja Avsec, Medvoščan, ki je sobotno uprizoritev spremljal tudi s harmoniko.
Gre za lutkovno igrico o debeli repi, ki temelji na narodni pripovedki. Posadil je dedek repo in zrasla mu je velika, večja kot hiša. In potrebno je bilo veliko napora, da so jo dedek, babica, vnukinja Metka, kužek, Mucek in šele, ko se jim pridruži še Miška, izruvali. Za dedka je glas in stas dala Iva Grabnar, babica je Saša Čot, Metka je Nadja Tomaževič, kužek Vita Zagoršek, Mucat je Robas in Miška Tina Grabnar. Kako zahtevna je recimo takale vloga? Ja, vloga je kar zahtevna, zdaj, če si malo mlajši igralec, je lažje, mi starejši si že malo težje tekste zapomnimo. V bistvu tle v takem gledališču pa v bistvu delamo vse, tudi to recimo repo sem jaz naredila. Prepevati treba znati, zelo težko je v bistvu vse skupaj in vlogo oživiti lutko, no to je najtežje, lutko oživiti. Da bi bile lutke kot osebe čim bolj živahne, so se odločili, da igrico uprizorijo z lutkami na palicah, pri katerih so glavno izrazno sredstvo glava in roki. Lutke nam je naredil gospod Jože Zajec, sceno smo pripravili sami. Vse rekvizite smo tudi, Binek Napič nam ogromno tukaj pripomore, tudi vmes je statist in nam hišo podira in vse take zadeve, pa se noče nikoli pokazati potem na koncu. Skratka, mislim, da vsak mora nekaj narediti, no, ni samo to, da igraš svojo vlogo, ampak je treba tudi vmes asistirati za kakšne efekte posebne. Zakaj mogoče lutke na tem odru so potrebne? Mislim, da ravno zaradi tega moramo vztrajati na lutkovnih predstavah, ker jih je res v naši okolici zelo malo oziroma skoraj nič. Morate vedeti, da k nam vozijo otroke iz Ljubljane na lutkovne predstave, ker tam je pač samo lutkovno gledališče in imajo toliko zapolnjeno vse, da ne dobijo niti kart. Tako da zdaj tukaj res lutkovne predstave živijo in upam, da bomo vzgajali to kulturo naprej. Kot je v spremnem listu zapisal režiser in avtor Peter Militarov, so se izognili šablonski dramatizaciji in vpeljali v igro vse nastopajoče že v prvem delu, da bi lahko v drugem delu ustvarili živahne in komične situacije pri puljanju repe. Zaplet, babica je škrta s sladkorjem v dedkovi kavi, zato ker sladkor ni preveč zdrav, pa še drag je. Zato se odločita, pomaga jima vnukinja Metka, posaditi sladkorno repo in potem sledi prej opisani zaplet in razplet. Skratka, na najenostavnejši način prikazuje potrebo po složnem delu, ki edino rodi uspeh. In tudi, da prav vsak, v konkretnem primeru tudi Miška, šteje. Kot da bi bilo pisano za slogan o praznovanju 30. obletnice občine Medvode, ki so ji pirniški lutkarji podarili tokratno predstavo. Moč dobrih vezi skupnost gradi. Peter vedno izbere tako, da ima vsebino, da je vzgojno naravnano, no, sploh za te majhne otroke, ki pač predvsem je njim namenjeno, no, te predstave, tako da vedno se kaj naučijo, vedno kaj potegnejo z tega. Malo jih vzgajamo, še predvsem je pa to pomembno, da jih potegnemo vsaj za tiste pol ure stran od elektronskih naprav. To je pa, mislim, da v tem času kar dosežek. Glasbo je prav za to priložnost ponovno napisal skladatelj, pedagog in harmonikar Vitja Avsec, Medvoščan po rodu. Piše komorno, vokalno ter simfonično glasbo, dejaven je tudi na področju komponiranja za gledališče in ostale projekte. Med drugim se je posvečal tudi uglasbitvi pesnitev Franceta Prešerna in Srečka Kosovela. Njegovo sodelovanje s Petrom Militarovom pa sega še v prejšnje stoletje. Sobotno uprizoritev je spremljal na harmoniki, skrit za kulisami. V zadnjih letih kar redno opremljam lutkovne predstave v Kudu Pirniče. Pred desetletji sem bil seveda tudi še dosti bolj vpet v ta Kud. Tako da to sodelovanje je kar že dokaj tradicionalno in s Petrom se poznamo že tudi desetletja. Tako da z veseljem pridem pomagati, če pač me kdo povabi k sodelovanju. No, to pot je bilo res mogoče nekoliko stiske časovne, pa se je zdelo nekako primernejša rešitev, da igram kar v živo. Kar v živo, prav za to priložnost so nastali tele songi, ta glasba? Ja, seveda, sej drugače skoraj ne gre pri lutkariji, pač vse je treba narediti glede na tekst, glede na konkretne
lutkovne, likovne rešitve in tako naprej. Tako da, seveda, ja, na novo. Kot pravi Militarov, se glasbeni vložki smiselno vključujejo v dramaturško zgodbo, s tem pa še močneje podčrtujejo vsebino same igrice. Vnaprej je bil posnet le song Metkine sanje. Kako pevsko nadarjene imate potem, lahko rečemo, tele lutkarje. Lutkar po svoje mora biti tudi pevec. No, vsezadnje smo ugotovili, da nekako lutkovne predstave brez njih takih songov ta pravih ni. Ja, vsa dekleta lepo pojejo, veliko pomoč nam je pa Ivi, ja, da na Ivi nekako se malo bolj zadeva skoncentrira in tudi song, ki je bil posnet, je ona pela. Ne. Tako da, ja, ni težav, no, nekih posebnih, pač zvadimo zadeve. Vitja Avsac je uglasbil tudi dela tragedije Kralj Ojdip, ki jo je na oder pod milim nebom na prireditvenem prostoru sredi mesta postavilo Medvoško združeno gledališče pred 3 leti. Jutri pa se obeta nova premiera združenega gledališča, gre za še eno Sofoklejevo tragedijo Antigono. Več o tem smo poročali že v prejšnji informativni oddaji pred tednom dni. Prispevek si lahko ogledate tudi na naši spletni strani in socialnih omrežjih. Danes pa za vabilo na jutrišnjo premiero in na vse kasnejše ponovitve ponovimo le eno od izjav režiserja in dramaturga Janeza Venclja. Ne bo nekaj spektakularnega, čeprav bo nekaj za videti. Ne bo nekaj popolno novega, ker bo nekaj, kar so že pred 2000 leti delali. Jaz pa upam, da bomo naredili iskreno, da bomo s polnimi srci, da bojo ti fanti in punce, ki so tamle zadaj, to takrat, ko bo v času predstave, se dali na razpolago za to zgodbo in jaz mislim, da bomo mi vsi od tega nekaj imeli. Vabljeni torej jutri v središče mesta. Vreme bo. Generacije Medvoščanov pa so povezane z naslednjo ustanovo, o kateri bomo poročali. Glasbena šola Franca Šturma je namreč v ponedeljek s koncertom v Cankarjevem domu proslavila svojo 75. obletnico. Gre za šolo, ki svoje poslanstvo že od vsega začetka opravlja tudi v Medvodah, tako da je naša občina skupaj z mestno občino Ljubljana tudi njena ustanoviteljica. Šola ima kar 5 podružnic. Medvoška ima sedež v godbenem domu in je že vse od začetka tudi vir novih članov naše godbe. V letošnjem šolskem letu se v glasbeni šoli Franca Šturma izobražuje kar 1017 učenk in učencev. Od tega 209 učencev prvega razreda inštrumenta in 81 učencev predšolske glasbene vzgoje ter glasbene pripravnice. Vpis za novo šolsko leto pa se počasi že zaključuje. Z vpisom smo že skoraj pri koncu. Seveda ni konec, dokler ni konec, a vendar smo seveda že prve nove učence tudi sprejeli in jim poslali vpisne liste, tako da se veselimo, da prestopijo naš prag. V jubilejnem šolskem letu, ko praznujejo 75-letnico obstoja šole, je šola pripravila številne koncerte, razredne, podružnične, oddelčne in glasbene večere, revije, gostovanja, mnogo tekmovanja, različna predavanja, ekskurzije in druga srečanja, prek katerih je predstavila dosežke učencev in njihovih učiteljev. Smo nastopili v Viteški dvorani z našimi najboljšimi solisti in pa komornimi skupinami na Ljubljanskem gradu. Seveda zaključek bojo pa postavili sami učitelji še v Slovenski filharmoniji. Seveda pa je bil največji dogodek veliki slavnostni koncert v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer se je glasbena šola predstavila v najlepši luči. Organizacija tega dogodka je vsekakor velik zalogaj. Potrebuješ predvsem zelo dober tim sodelavcev, kar v moji pisarni in njeni okolici seveda je, zato pa so seveda uspehi tudi temu primerni. Slavnostni koncert je minil tudi v premierni izvedbi posebej za to priložnost prirejene ljudske pesmi Zeleni Juri, ki je navdušila občinstvo, tako da so jo na koncu koncerta še enkrat ponovili. Vit je poklonil šoli to zadnjo skladbo, ki je bila za dodatek. Aranžma sva pisala v zimskih počitnicah, tako da prosim me je, če bi lahko dodali dodatek
na program in seveda, ja, veliko krat smo že izvedli kakšno njegovo delo in mislim, da bomo tudi v prihodnje. Celoten koncert je že v naši montaži, tako da boste v zvokih glasbene šole Franca Šturma lahko kmalu uživali tudi pred vašimi domačimi zasloni. Ostajamo pri glasbi. V Kulturnem domu Pirniče se je prejšnji četrtek na glasbenem večeru predstavil novo ustanovljeni godalni orkester, ki pod taktirko Andraža Babška deluje od novega leta. Večer so s svojimi nastopi popestrili tudi člani mešanega pevskega zbora Jakoba Aljaža Medvode in ženskega pevskega zbora Florence iz Ljubljane. V četrtek zvečer so imeli obiskovalci glasbenega večera v Kulturnem domu Pirniče priložnost prisluhniti premiernemu koncertu najnovejše medvoške glasbene zasedbe, godalnega orkestra, ki pod vodstvom lanskoletnega občinskega mladega upa dirigenta Andraža Babška deluje že približno pol leta. Začeli smo z delovanjem nekje tam v januarju 2024, torej res čisto nova zadeva pol leta in to po pol leta tako krasno že zveni. Jaz sem prav presenečen, kako se lahko torej neki instrumentalisti tako lepo poslušajo. Recimo, če bi imeli tak nov zbor, to pol leta ne bi bilo toliko dobro, jaz sem prepričan. Tako da sem res vesel, da je prišel do te ideje. Šlo je nekako za pobudo našega kulturnega društva Jakoba Aljaža, tudi da se malo pomladi, ne, in hkrati zdaj, če mogoče ni pevcev, mogoče so pa godalci so pa sami mladi v Medvodah. Sploh ne poznam kakšnega starejšega in smo res veseli, da smo zbrali na kup tak 15 nas mladih, ki smo pripravljeni tudi sodelovati seveda z zborom. Člani godalnega orkestra so se javnosti prvič predstavili z zanimivim repertoarjem domačih in tujih skladateljev. Zaigrali so Zdravljico, Radetski marš, Na Golici, pa tudi Medvoško, pesem, ki je v originalu namenjena moškemu pevskemu zboru, vendar jo je Andraž Babšek posebej za ta koncert priredil za godalni orkester. Ja, rezultat tega, ko smo zašteli zbore, orkestre in kar naenkrat nek tak nastop, prečudovit nastop v Pirničah, ki lahko rečem, da je bil malo na horuk, malo nismo vedeli sploh kaj bo, sem bil res presenečen, sploh za povabilo. Orkester obstaja pol leta in smo dobili že povabilo v Kulturni dom Pirniče, to je meni velika čast. Seveda za Jakoba Aljaža zbor se ne čudim, mi smo pa le prvi zbor, ne, to je vse hec, ne, mi smo pa le že uveljavljen zbor in smo bolj prepoznavni v Medvodah kot pa nek orkester, ki se je očitno dober glas razširil, oziroma upam, da se je. To nam je seveda res dobro uspel danes, krasen nastop je bil in seveda tudi v prihodnje verjamem, da jih bo še več. Večer sta s svojim petjem popestrila še dva zbora. Mešani pevski zbor Jakoba Aljaža Medvode, ki ga prav tako vodi Andraž Babšek, vabilu pa so se odzvale tudi članice ženskega pevskega zbora Florence pod vodstvom dirigentke Tine Debevec Dragoš. Dogodki, kot je bil tokratni koncert, so za Andraža priložnost za prispevek lokalni skupnosti, ki je lansko leto prepoznala njegov talent in ga proglasila za mladega upa Medvod. Jaz bom tako rekel, v prvi vrsti sem hvaležen vsem ljudem, da so to prepoznali in da so pripravljeni, bom rekel, pomagati, ne. Sej ipak jaz imam motivacijo, da rečem, moramo imeti to v Medvodah. Mi lahko v Ljubljani ustanovimo 100 zborov in orkestrov, ampak to ne bo isto, kot če imamo mi to v Medvodah med našimi ljudmi, ki jih poznamo že celo življenje. In seveda je to motivacija, ampak hkrati vsi ti ljudje so prišli k meni, sem jih prosil, pridi v orkester, pridi v zbor, so prišli in dejansko verjeli na besedo, da bo to nekaj. Kaj, če bi bilo to neuspešno, bi rekli, ja, smo za brez veze hodili. In zato jaz to cenim pri ljudeh, da rečejo, ja, dajmo in so ljudje za stvar. Torej, sam ne bi mogel nič narediti. Mogoče bi lahko imel solističen nastop tukaj, pa to bi bilo, saj vemo, ne preveč dober, ne. Kajti sam človek težko kaj naredi, lahko dajem jaz pobude in vse. Ko pa ljudje pridejo in pride neka masa in reče, ja, bomo, to je tista hvaležnost, ki jo imam jaz in seveda tudi ta nagrada, sem v bistvu jaz tisti, ki dolguje, ne občina Medvode nekomu, da reče, jaz si veliko naredil, jaz moram še ogromno narediti. Vi, Medvode, so zame ogromno naredili, v prvi vrsti lahko rečem. Po uspešnem koncertu godalci že pogledujejo proti prihajajoči sezoni in v svoje vrste vabijo nove člane. Zagotavljajo, da njihov repertoar ni prezahteven, da je vzdušje na vajah sproščeno in da dirigent ni preveč strog. Mladi godalci in tisti mladi po srcu zato prijazno vabljeni na njihove vaje v pastoralni dom Preska. Ja, zelo je fajn, kdaj se tudi kaj hecamo. Zelo je fajn, ja. Ni treba ful dobro špilati. Se pač na orkestru tudi zelo fajn zvati, tudi pomagamo drug drugemu.
Andraž je zelo popustljiv, kdo kdaj ne zvad, tako da lahko na vaji tudi zvadimo. Vaje potekajo pač ob petkih, ob 6. Prideš v pastoralni dom in pa igraš tam do 7. Ali pa mogoče malo dlje, ne vem, pač tako. V tednih ljubiteljske kulture v drugi polovici meseca maja so nas povabili na festival petja, ki je potekal v obliki 3 koncertov v 3 krajih. Zapelo je 26 pevskih zasedb z območja javnega sklada kulturne dejavnosti Ljubljana okolica. Revijo je strokovno spremljal slovenski zborovodja Tomaž Pirnat. Mi smo se s kamero pridružili koncertu v domu krajanov Sora. Mesec maj je tisti čas v letu, ko se enkrat letno zberejo na enem mestu člani zborov in pevskih zasedb, da se predstavijo, malo tudi pomerijo, predvsem pa podružijo z istomislečimi ljudmi dobre volje. Z revijo pevskih zborov se je srečanje priključilo tudi letošnjim tednom ljubiteljske kulture, s katerimi JSKD slavi izjemno bogatstvo in razširjenost ljubiteljske kulture v svojem prostoru in se na ta način poklanja okrog 110 tisoč ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem, ki svoj prosti čas namenjajo kulturi. Več dobrih lastnosti ima to srečanje. Eno je res, da se družijo med seboj, drugo je, da se mogoče nekateri tudi kot nek preizkusni kamen ali poskusijo kakšne programe mogoče nove ali mogoče tudi kakšno stopničko poskušajo tukaj več narediti, ker gre delno tudi za to, da poskušajo napredovati na regijske in državne nivoje, zato morajo seveda se prikazati tudi z ustreznimi programi. Ali pa seveda tudi zato, da pokažejo lokalni publiki, kje so, kaj počnejo, s čim se ukvarjajo, več takih vzrokov je. Na 3 koncertih letošnje območne pevske revije Ljubljana okolica je skupno zapelo 27 pevskih zasedb z območja 9 občin okolice Ljubljane. Na uvodnem večeru v Sori smo jih 22. maja slišali 8. Prireditev je strokovno spremljal zborovodja Tomaž Pirnat. Danes smo slišali 8 odraslih pevskih zasedb, moške ženske kot mešane. Malo sem sicer pogrešal še več mlajših zasedb ali pa mlajših pevcev, ampak seveda stanje je trenutno tako, vsekakor so se pa vsi odlično odrezali. Kot rečeno je v Sori zapelo 8 pevskih zborov. Mešani pevski zbor Alfa Vox, mešani pevski zbor Kadi Rakitna, vokalni ansambel Virilis Preserje in mešani pevski zbor Dobrova. Predstavile pa so se tudi 4 domače zasedbe. Mešani pevski zbor Jakob Aljaž, mešani pevski zbor Sveti Urh Smlednik, lovski pevski zbor Medvode in novost, ženski pevski zbor Kut Oton Župančič Sora. Slednji deluje od lanskega januarja, za sabo pa ima že kar nekaj nastopov, med drugim tudi samostojni premierni koncert v Sori. Ja, ko je Oktet Lipa prenehal delovati, smo ženski del rekli, to pa ne gre tako, in smo majhen punc še malo poklicali okoli in so bile kar zato, tako da smo se potem zbrali in začeli. Najprej nas je bilo 9, zdaj nas je že 14, tako da računamo, da so še kakšna nam priključila. V njihovem repertoarju so zaenkrat priredbe slovenskih ljudskih pesmi in popevk, zagnane pevke pa si želijo in tudi verjamejo, da ga bodo v prihodnosti razširile tudi na druge zvrsti. Punce so zelo fajn, pridne, vestne, rade prihajajo in tako se bomo luštali, no, tako da vabam, če še kakšna zainteresirana. Kaj ste pripravili danes v Sori poslušalcem in kako ste zadovoljni kot zborovodkinja? Ja, 3 pesmi smo zapeli, 2 ljudski, tako ena je bila malo težja, nam je malo več preglavic delala. Tako, mislim, da smo kar lepo, kot smo pričakovali, no, tako zapeli. Udeleženci so prejeli priznanja za udeležbo na srečanju ter na koncu skupaj zapeli še Tam, kjer sem doma Jožeta Privška v priredbi Damjana Močnika. Tomaž Pirnat pa je na koncu opravil še pogovor z zborovodji. Poskušal bom biti čim bolj konstruktiven, poskušal bom dati kakšen nov namig, mogoče kakšno novo idejo za delo. Vzpodbujati jih je treba zaradi tega, ker morda nimajo vsi ravno idealnih pogojev ali pa zasedbe za delo in jih poskušaš jim pomagati. To je naša prvotna naloga. V
okviru festivala Medvode v gibanju se je v soboto 1. junija odvila tudi žogarija, že 4. leto tudi v Medvodah. Gre sicer za projekt, ki že 19. leto zapored uteleša prepričanje, da nogomet in šport nasploh izboljšata kakovost življenja mladih in jim vceplja vrednote, kot so solidarnost, poštenost, odgovornost in tako naprej. V celoti bo dogajanje na ogled na nacionalni televiziji v začetku meseca oktobra. Posebna pozornost je bila tokrat namenjena mladim članom nogometnega kluba Jezero Medvode. Četrtič doslej se je žogarija ustavila tudi v Medvodah na prireditveni ploščadi ob tržnici Medvode. Hkrati je bilo to 12. prizorišče v letošnji 19. sezoni žogarije, ki se bo zaključila še v tem mesecu. Avtor projekta je naš občan Slavko Sakelšek, ki je tudi urednik oddaje z enakim naslovom, ki bo na nacionalni televiziji predvajana v začetku meseca oktobra. Žogarija, v katero je vključeno kar 9 držav, je namreč skupen projekt večjih deležnikov. Kaj se dogaja? Dogaja se silno veliko, recimo kar je meni ali pa žogariji najpomembnejše medgeneracijsko sodelovanje. Drugo, verjetno vsem ne bo prav, gre za pravzaprav nogomet, ampak gre še za druge vsebine. Recimo, da sodelujejo v kvizu znanja. Skratka, ne gre samo za to, da otroci igrajo nogomet, ampak morajo skrbeti za svojo izobrazbo, so pevski plesni nastopi. Pomembno je povedati ustvarjalne delavnice, imamo recimo pismo srca, kjer izdelujejo pisma in jih ročno napišejo in pošljajo v domove starejših in tako naprej in še bi lahko našteval. Tokrat se je namreč organizator odločil, da k sodelovanju povabi prav vse, od družin, vrtcev, šol, domov starejših, društev, skupin otrok in tudi posameznike. Predvsem gre za druženje, predvsem gre za igranje, igrati se od zunaj, na zraku. Predvsem gre, da povezujemo generacije, predvsem želimo otrokom omogočiti neko radost, veselje, igrivost. V tem je poanta, bom še enkrat poudaril zunaj. Skratka, na prizorišču sredi mesta se je odvil 3-urni program poln nogometa, spretnostnih iger, kvizov, aktivnosti za starejše, člane društva upokojencev in športnega društva Senica ter plesnih točk plesnega kluba Impuls Medvode. Danes ste sodelovali na žogariji, kdo vse je sodeloval? V bistvu vsi naši plesalci, od najmanjših 3-letnih do pač teh starejših, že na pol tekmovalcev. Kaj vam takole povabilo pomeni? Ja, v bistvu je to prvo kot prvo druženje, potem da se predstavimo, da se pokažemo, kaj znamo, kaj smo se naučili in da vejo, da smo tukaj. Vemo, da ste tukaj tudi po uspehih. Kaj vas še čaka recimo do konca tiste prave plesne sezone pred počitnicami? Ja, v bistvu se zdajle za nas šele začne. Zdajle nas čaka, čez 14 dni, 3 tedne nas čaka Evropsko prvenstvo v hip-hopu in takoj, ko pridemo nazaj iz Poljske, gremo tukaj v Medvode, gor v športno dvorano na Državca, pol pa na zaslužene počitnice, tako da to je to. V Fairplayu je slavila osnovna šola Preska, ki je sicer zasedla 3. mesto. Zmagovalec je teniški klub Spin Medvode, drugovrščeni pa nogometni klub Jezero Medvode, ki mu je bila tokrat namenjena prav posebna pozornost. Zakaj? Že zato, ker gre za žogarijo in z nogometom se je leta 2006 vse začelo. Predvsem pa zato, ker je medvoškim nogometašem lanskoletna poplava odplavila skorajda vse, uničila klubske prostore in igrišče, ki ne bo na voljo še vsaj do avgusta. Naj žogarija predstavlja novo rast medvoškega nogometa. Žogarijo smo posvetili medvoškemu nogometu, skromno darilo smo dali, skratka, kolikor vemo, katastrofa je bila, ampak morda se obeta nova rast medvoškega nogometa in nov objekt, nov športni park. Vabilu na žogarijo so se v nogometnem klubu Jezero Medvode z veseljem odzvali.
Ja, prišlo nas je v bistvu vsi, ki imamo selekcije, od U7 do U13 smo prišli vsi. Isto trenerji so prišli, tako da udeležba je bila zelo visoka, tudi staršev je bilo veliko. Tako da okrog 50-70 je bilo fantov vseh skupaj in smo zelo zadovoljni, da smo se zbrali v takem številu. Dobili ste tudi darilo, kakšno? Ja, dobili smo od občine oziroma tudi žogarije, smo dobili markirke, dobili smo drese in tudi žogo. Tako da te drese bomo uporabili za nek turnir, jih bomo dali tem najmlajšim generacijam, ker smo tudi veliko dresov smo izgubili v poplavah, tako da markirke pa itak vedno pridejo prav, tako da smo zelo zadovoljni. Kdaj boste mogoče šli nazaj na tisto veliko površino? Evo, zdaj je pripravljena, tako da še pokosimo do konca. Večkrat moramo zdaj pokositi, ampak 1. avgusta bo pripravljena na novo sezono, tako da se veselimo. Kakšno je razpoloženje v klubu, glede na to, da vsake toliko časa imate boljše in slabše čase? Ja, razpoloženje na prvo je zelo dobro, vodstvo in vsi udeleženci imamo neko novo energijo, veliko je mladih tukaj noter in smo pripravljeni zdaj malo stisniti in narediti čim več. Zato imamo tudi mlade trenerje, smo pripeljali, tako da razpoloženje je super. Fanti so zadovoljni z zaključkom leta, bili smo na turnirjih, tudi bili smo skupno selekcijo Škofja Loka, smo bili tudi na Hrvaškem, smo bili tretji. Tako da tudi znanja imamo dovolj, da lahko pokažemo to, tako da vse super, ja. Celotno sobotno dogajanje na 8. festivalu Medvode v gibanju je spremljala tudi pestra ulična kulinarika. Zanjo sta poskrbela domačin Jure Galičič in Anita Ferlin z ekipo. Ja, danes ponujemo nekako meni, ki lahko nagovori vsakega, to se pravi za vsakega nekaj. Po mojem mnenju tista kraljica je hot dog s kranjsko klobaso in tako poletno salato noter, potem pa ligni s krompirčkom ali pa sam krompirček, čili con carne, šmoren oziroma še sladičke v kozarčku. Tako da res, vsak po mojem lahko najde kaj zase. Vi osebno? Zame je absolutno kraljica današnjega menija kranjska klobasa v hot dogu. Moram reči, da pa zelo na drugem mestu hitro so pa ligni s krompirčkom, ki malo nakazujejo na poletje, ki upam, da končno prihaja brez dežja pa z višjimi temperaturami. Ligni ravno niso lokalno, ampak je kaj lokalnega od tukaj? Ligni seveda niso lokalni, je pa lahko rečem kranjska klobasa, ki jo proizvajajo nedaleč stran od tukaj, domače maslo, domače mleko je kupljeno, tako da ja, delamo na tem, da vsaj nekaj, seveda ne moramo veliko stvari lokalnih, ampak vsaj nekaj, da jih pa damo. Znan pa je tudi seznam prejemnikov sredstev z razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Medvode v letu 2024. Na voljo je bilo dobrih 156 000 evrov. Nogometni klub Jezero Medvode je na primer pridobil le slabih 15 000. Za primerjavo, še enkrat več sredstev, skoraj 30 000 evrov, gre v badminton klub Medvode, 29 000 evrov v nordijsko športno društvo in 25 000 evrov v teniški klub Spin Medvode. Na seznamu pa je poleg omenjenih še 20 izvajalcev športa pri nas. Medvoški policisti poročajo, da so bili obveščeni o povoženju divjadi v Zbiljah, pri čemer sta voznik in vozilo izpolnjevala pogoje za udeležbo v prometu in so policisti izdali obvestilo o odstopu od ogleda. Kaj je bilo s povoženo divjadjo, v Črni kroniki ne poročajo. Občan je sporočil, da je na bankomatu po dvigu pozabil gotovino. To je izkoristil zaenkrat neznani najditelj, ki si je gotovino protipravno prisvojil. Policisti pa zdaj zbirajo informacije, ki bodo kradljivca privedle pred sodnika. V Vikrčah je prišlo do spora, pretepa in ropa med občanoma. Kako točno je prišlo do te kriminalne drame, policisti še preiskujejo in zbirajo informacije. Gotovo pa je, da bo kršitelj zaradi fizičnega napada prejel globo. Glede kaznivega dejanja pa bo odločalo tožilstvo. Šef podjetja za mednarodni transport pa je na policiji naznanil, da so jim v tujini zlorabili kartico za plačilo goriva ter še eno odtujili. Policisti zdaj zbirajo obvestila.
V Vikrčah so ustavili pijanega voznika, ki je ostal brez vozniškega dovoljenja. 2 občana sta se sporekla pri medvoški trgovini, pri čemer je eden od udeležencev uporabil imitacijo orožja in bo seveda za to tudi odgovarjal. Tudi v Medvodah so policisti ustavili pijanega voznika, ki je vozil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato mu tega seveda niso mogli odvzeti, so mu pa odpeljali vozilo. Še ena voznica si je upala voziti pod vplivom alkohola in to v času veljavne prepovedi vožnje motornih vozil, zato so ji odvzeli vozilo, prav nič milosten pa najbrž ne bo sodnik, ki bo zadevo obravnaval. Na policiji se je zglasila občanka, ki je v reži bankomata našla pozabljeno gotovino. Policisti pa ne poročajo, ali je dogodek kaj povezan že omenjenim prej, glede na to, da pravijo, da pozabljivca denarja še iščejo, najbrž ni šlo za isti bankomat. Nasvete o tem, kako zavarujte svoje premoženje, kako se obnašajte v prometu in druge ter aktualne informacije ljubljanske policijske uprave pa dobite na njihovi Facebook strani. Tale lep konec tedna bo najbrž marsikdo izkoristil za košnjo trave ali pa za skok na lepše. Prav vsi pa si lahko popestrite večer z obiskom koncerta Lovskega pevskega zbora jutri ali predstave Antigona Združenega medvoškega gledališča ali pa na sobotni gasilski veselici v Preski. Kakorkoli, imejte se lepo in ne zamudite novic med vodami čez teden dni. Nasvidenje.